Največja neumnost, ki jo lahko narediš, je, a za teh 100 metrov. Javljam se z dopusta, prekinjam tale vlogerski post, ampak z zelo dobrim razlogom. A veš, čakaj, se me nekaj vidi. Rad bi se nekam bolj na komod dal. Ok, recimo takole. Hotel sem to povedati. Bližal se 1. september. Preden smo se s puncem odpravili na dopust, sem dobil klic iz AVP-ja. AVP je kratica za Agencijo za varnost prometa. No, glavnem, z AVP-ja so me poklicali in prvi stavek je bil: Ciril, prihaja prvi šolski dan, in potem sem jih takoj zabremzal. Zato, ker se mi je zdelo, v katero smer ciljajo, pa ne sem to zadnjih par let, pa ne sem odkar imam vlog, vedno, ko pride prvi šolski dan, sem jaz mislil, jaz bi imel tukaj veliko zapovedati, nikoli se pa nisem spravil. A veš, pa človek začne malo gruntati, spomniš se svojega prvega šolskega dneva, no pa začneš gruntati naprej. Zdaj sem ati, že 5 let, še en dober let, pa bo prišel prvi šolski dan za mojo Avo. Nova spoznanja, nove izkušnje, spet se srečaš s prijatelji, ampak ponovadi je pa, mislim se to jasno, prvi šolski dan za marsikoga zelo tesno povezan tudi s prometom. In načeloma te stvari, mislim, če se vsi držimo pravil, tečejo gladko, brez večjih posebnosti, varno za vse. Načeloma. Ponavadi. A veš, jaz mislim, da je zelo pomembno, da se zavedamo, da teh stvari nikakor, ne glede na izkušnje, ne smemo prepuščati naključju. A veš, jaz sem skoraj ziher, da ima vsak izmed nas eno zgodbo povezano s šolo pa s prometom, ki ni pozitivna ali pa mogoče celo glih kontra, da je zelo žalostna. Ali ima pa vsaj tak grenek priokus. In bi se enim stvarem lahko človek, če bi malo pomislil, zlahka izognil. Jaz sem eno tako zanimivo štorijo, ki je v bistvu malo bolj hecna, kot tragična, lahko bi se pa čisto drugače končali. Nisem šel v šolo, sem šel iz šole, ker sem doma nekaj pozabil, sem laufal okoli Vogala, nasproti je pripeljal hišnik s svojim golfom dvojko in so se srečala glih, ko je bilo, da sem mogel skočiti in sem mu pristal na havbi, če ne bi bil tam spodaj nekje. Poznam pa tudi eno tako dosti bolj tragično, povezano je neposredno z mojim domačim krajem, z Lukovco pri Domžalah. In jaz moram priznati, da čutim eno obvezo, da ene stvari dam ven iz sebe. Ne bi rad preveč moraliziral, pa ne bi rad preveč težil, ampak to, kar bom povedal zdaj, tega se moramo pa zavedati vsi. V osnovi je tako, da se delimo na dve grupi, ne glede na to, koliko so stari, imamo tukaj šolarje pa voznike. In jaz sem vse skupaj tako razdelil. Imam 5 stvari, ki jih morajo nujno vedeti otroci ali pa tisti, ki imate opravka z otroci, pa s potjo v šolo, pa 5 ali pa recimo 6 stvari, ki jih moramo nujno vedeti tudi vozniki. Pa dajmo začeti z nasveti za šolarje. Mlajši otroci so, furjasti so. Njim gre tavžen stvari čez glavo na poti v šolo. Zajbancija, lovijo se, skačejo, a veš, zato je toliko bolj pomemben, da grejo v šolo, če se le da, po tistih poteh, ki so varni. Če so res majhni, se ponovadi splača, da jih kdo zraven. Zato, ker mulčki, oni ne razmišljajo tako kot odrasli. Trezno, razumno, tamle bi se lahko nekaj zgodilo. Tega ni. Tega sistema za self-protection, a veš, sploh še ni razvit. Druga stvar, ful bi bilo fajn, če bi mulčki prečkali cesto tam, kjer je zebra, pa tam, kjer je semafor. Tokrat vidim, da se dogaja ravno nasprotno. Jaz recimo kot starš, pri tamali ustrajam 100%. Nimaš kaj čez cesto hoditi, če si na neprimernem mestu. Ti si lahko 100-krat previden. Pa imaš pa enkrat enega orenk neprevidenega voznika, ki se pripelje z 93 na mest 50, pozabi ti, da boš odreagiral pravočasno. A se boš pa umaknil v tisto stran, ki se bo umaknil voznik, kaš pa pol. Številka 3, vidnost. Vsak otrok mora biti dobro viden. Ta prva stvar, ki pride tukaj na pamet, so valjda kresničke. Svetlobna telesa, ki odbijajo svetlobo prihajajočih vozil in tako naprej. Ampak čist nič narobe pa ni, če otroku v krog zavežeš šerutico. Mimogrede, ti veš, da je rumena moja najljubša barva. Številka 4. Čelada. Ne samo, da je zakonsko predpisana za mulčke do 18 leta starosti. Čelada je drugače ful pomembna, veš. Tako dejansko ti lahko reči življenja, to si vedel. Ma se ti ne bi neumen zdel, da otrok prije domov s sesuto glavo ali pa še kaj hujšga. Čelade so drugače dosti kul, no. Dajmo jih uporabljati. Pa številka 5, pa se mi zdi po en stran kar neumen, da moram to poudarjati, ampak dejte otroke prepeti.
A ti veš, koliko staršev jaz vidim, da vozijo otroke v drugi vrsti neprepete? A bi vi slučajno radi, da Petrček rata leteč projektil, ki bo letel čez šipo, pa še kam dlje? Nočemo, da otroka ob krešu, če se slučajno zgodi, pa si lahko ful previdna, ampak ni razmeče po avtu. Pa mimogrede, tukaj bi rad opomnil še na eno stvar, ker že govorimo o pripenjanju otrok. Starši, tudi ki imate dojenčke, tisti, ki sploh še ne hodijo v šolo, dejte jih tesno privezati. Če jih zgodi navadite, bojo na to navajeni zmeri. Pa prosim, pogledajte ta vlog, bom spodaj dal v komentarje link, kako pravilno pripeti otroka. Ker še vedno delate grozovite stvari. To pomeni, da dostikrat vidim, da imajo otroci razahlane pasove ali pa so da dajo roke ven. Prosim vas, ne delite tega. Otroci so naš največji zaklad. No, zdaj smo na vrst pa vozniki. Fantje, punce, očki, mamice, dajte poslušati. Prosim vas lepo, če imate čas, dajte ta video pokazati tudi detkom pa babicam. Ta prva stvar, dajte voziti tako, da veste, da vozite. To se zelo smešno sliši. Ampak dostikrat se zgodi, da priješ iz točke A na točko B, pa rečeš, čakaj, kako sem že sem prišel, voziti je treba z glavo. Predvsem in sploh pa takrat, ko voziš v bližini šol pa vrtcev. Ne pozab to, kar sem že prej rekel, otroci so furjast, njim dogaja, njim to varnost v prometu šele ucepljamo. Oni se tega šele učijo, mi moramo pa to vedeti. Bodite pozorni, voz z glavo. Jaz se tega vsakič zavem že, ko peljem mimo avtobusa, ko ustav na avtobusni postaji. Nikoli ne veš, kaj bo unga pičil, pa bo spizdil čez cesto. In ker razlagam o tem, da moraš biti prisoten, prosim lepo, imejte v mislih tudi hitrost. Dajte ne voziti prehitrno. Prvič, ker dejansko na cilju ne boš toliko hitrejš, drugič pa, a veš, greš lahko malo prehiter, pa se ti zavorna pot precej podaljša. Pa je pa štala. Pa ko pripelješ do prehoda za pešce, pa tukaj imamo v mislih tudi kolesarje, ne? Dej se ustav in v sklopu nasveta, da moraš biti med vožnjo pozoren, dej ne uporabljati telefona. Večina sodobnih avtov je opremljenih z Bluetoothom, imaš pa tudi druge rešitve. Uporabi. Pa še ena stvar, ko parkiraš avto, daj ga parkiri tam, kjer so parkirana mesta za avtomobile. Ne parkiri na kolesarskih stezah pa na drugih površinah, ki so namenjene za druge stvari. Bod obziren. Ta zadnji nasvet za voznike je pa enak, ki je bil nasvet za otroke, pa za najmlajše, za šolarje. Dejte otroka prpeti, dejte prpeti tudi sebe. Največja neumnost, ki jo lahko narediš, je, a za teh 100 metrov, ti bom jaz dal za teh 100 metrov, ti se moraš prpeti, ko se usedeš v avto. To mora biti stvar avtomatizma. Jaz, ko dobim folk v avto, ne glede na to, kdo je, jaz preprosto ne dam v prvo in ne speljem, če niso prpeti vsi, ne sam sovoznik. Da o otrocih sploh ne govorim. Moje punce to veste že avtomatsko. Moji prijatelji načeloma tudi. Ampak še vedno se pa dostikrat zgodi, da se folk ne prpne. Come on, people. Pa kva je z nami, no? Dajmo se prpeti za to, da rešimo sebe. Dajmo se prpeti za to, da obvarujemo druge. Veš, kaj mi kdo reče, pa daj Cirilno, a se moram res tukaj zadnji prpeti? Jaz rečem, stari, meni je zate vseeno. Kaj če se mi zaletimo, pa tebe razmeče po avtu, pa ti meni vrat zlomiš, ali pa komu drugmu, a si ti na glavo padel. Zato pazite nase, pazite na svoje otroke, prihaja šola, intenziteta prometa, pa pešcev, pa šolarjev se bo znatno povečala. Imejmo to v misli. Hvala. Vam pa hvala za tole značko. Jo bom moral pa zdaj sneti pa Avi dati, ki mi teži že ene par dni, da ona jo pa nujno mora imeti. Cajte ti, naslednji let gre pa ona v šolo. To je to. Pamet v roke. Ajde.